Naša gostja ob Dnevu kulture je Zora A. Jurič, Mariborčanka, profesorica slovenskega jezika, dolgoletna voditeljica literarnih pogovorov in povezovalka kulturnih prireditev. Tudi ene najbolj obiskanih na literarnem področju v državi, pesniškega turnirja Vitez poezije. No, pesniški turnir hkrati sovpada z vsakoletnim festivalom Dnevi knjige v Mariboru, kjer sodeluje kot članica programskega odbora. Je ambasadorka Mariborske knjižnice, pod okriljem katere gosti pisatelje, pogovore vodi tudi v mestni knjigarni. Je pobudnica Branj na prostem in pobudnica zelo uspešnega mariborskega projekta Zgodbe o klopeh in ljudeh, znotraj katerega avtorji darujejo svoje unikatne klopi mestu. Lani je za svoje delo na področju kulture prejela Glazerjevo listino. Lepo pozdravljeni. Dober večer, zdravo. Letošnji dobitniki najvišjih državnih priznanj Prešernovih nagrad so si edini, da kultura ne bi smela biti nekaj samoumevnega, ampak bi jo morali gojiti, uporabljati tako rekoč vsak dan. No, po besedah predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada Vinka Möderndorferja pa večina državljanov žal še zmeraj tudi sledi krilatici politike, da je kultura zajedalec na telesu naroda in da naj gredo umetniki raje delati. Je kultura res v takšni krizi? Mislim, da v takšni krizi ni. Mislim, da Slovenci še zmeraj zelo živimo za kulturo, od kulture. Res pa je, da kulturniki vedno slabše. O tem seveda ni nobenega dvoma in se strinjam z Vinkom Möderndorferjem in s vprašanji, ki jih je včeraj postavljal v imenu Ivana Cankarja, ki je seveda spet v tem času neizmerno aktualen, ker so se vrnili tisti časi, za katere smo mislili, da se ne bodo, torej časi, ko pač vlada kapital. Bi pa vseeno dodala, torej dejstvo je, da je nas, Slovence, konstituiral naš jezik in naša kultura. In tako kot je omenil včeraj govornik, da naj si ne domišljamo, da zdaj, ko pa državo imamo, potrebe več ni. Pa še kakšna je, ker bomo drugače utonili med večjimi in nas bo preplusknilo, še vemo sami ne kako. Tako kot v Mariboru izgubljamo imena hotelov, ki so bili slovenski in del naše zgodovine, zdaj jih ne znamo več niti izgovoriti, tako zelo nas bo preplusnilo in vsakega posameznika seveda zadeva to. Mislim, da je živeti s tem, kar je presežno, kar nam nudi umetnost, za posameznega človeka pomembno, da nekako reflektira svoje življenje. Ker življenje, ki se ne reflektira in ki ga ne najdemo tudi na področju neke umetnosti, tako življenje je zelo pusto in, kot pravijo nekateri strokovnjaki, nevredno življenja pravzaprav. No, prireditve, ki jih organizirate vi, so v glavnem nabito polne. Spomnimo se pesniškega turnirja Vitez poezije, ki do zadnjega kotička napolni Glazerjevo dvorano, potem polno lutkovno gledališče, ko so tam literarne postaje, tudi otvoritve teh klopi so zelo dobro obiskane. Ali je to še zmeraj premalo in se v glavnem na teh dogodkih nekako vrti ista publika, ali vam uspe pritegniti novo, mlado občinstvo? Mislim, da je, kar se Maribora tiče, pa tudi v Sloveniji, kar lepo število obiskovalcev, ki prihajajo. Zdaj omenjate pesniški turnir, je v tem prav nekaj posebnega, ker je bil moj namen že v začetku, da bi morda manj popularno stvar, ker se pač nekaterim zdi, da je poezija samo za neke izbrance, kar seveda nikakor ne drži in slej ko prej lahko nagovori vsakogar, da v obliki neke vrste tekmovanja. Torej pač izbirajo, podobno kot se to dogaja na glasbenem področju, izbirajo ljudje najljubšo pesem, poezijo, besedilo in ji natanko prisluhnejo in na ta način, ker so nekako sami aktivirani, jih prihaja več. Torej prireditev imamo v Kazinski dvorani in je resnično začudilo tudi nas, da je polna. Prihajajo seveda pa tudi s širom Slovenije, zaradi tega, ker so pesniki in pesnice iz vseh krajev slovenskih, tako in pripeljejo tudi občinstvo seboj, to pa moramo vedeti. Nekaj bi še rada popravila, da sicer sem nekako bolj zunanja sodelavka teh zgodbe o klopeh in ljudeh, pobudnica je Liljana Jarh in vsekakor njej gre zahvala, tako sama včasih samo malo sodelujem pri kakšnih otvoritvah. Nenavadno so se prijele, nenavadno veliko ljudi prihaja,
Tako, ko se mi včasih zdi, da ene takšne pobude, nad katerimi bi seveda mesto vsekakor moralo bdeti in imeti povezavo s tem, ampak kakor da se je preveč odtujilo, ne? Kakor da je servis, ki bi naj nam služil, postal samo sebi zadosten in morajo vznikati ideje o teh stvarih od drugod. Tako je bila moja ideja, zdaj bo 20 let, drugo leto, ko sem si sama zaželela, da bi lahko poslušala v literaturi, ki je pač meni najbližja z vrsto umetnosti, drugod, in sem tako pripeljala literaturo, predvsem branje literature v kavarne. Tako so se začele literarne kavarne, začenši v tej Mali Gosposki, ki je že davno več ni, pa potem v Piramidi, ki je tudi nekako na nek način več ni. Pa zdaj, kot ste omenili, pač veliko se dogaja in zelo smo mnogi hvaležni salonu uporabnih umetnosti. No, tudi v kavarni Fudo na Poštni ulici, v gostilniškem ozračju, tako rekoč. Točno tako, imamo zelo zanimive pogovore z zelo različnimi ustvarjalci, tam si lahko večjo svobodo privoščimo, da ni nujno, da so samo literati, ampak ljudje, ki kakorkoli so zanimivi na svojem področju, tako da res prihajajo z različnih koncev. Tako smo imeli, kaj pa vem, enologa in hkrati igralca in pripovedovalca, recimo Protnerja, pa smo imeli Primoža Premzla, ki je zbiralec, pa recimo zdaj Slovenko leta, Petro Grajner. Tako da malo ozaveščamo tudi same meščane, kako sjajni ljudje, ustvarjalci živijo med nami. Najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu. Žal se je čas iztekel, ob drugi priložnosti še kaj več. Hvala, Zora Ajurič, da ste prišli in delili z nami svoje misli. Hvala za vabilo. Sicer pa se je ob današnjem prazniku v našem mestu zvrstilo veliko dogodkov. Številne kulturne ustanove so odprle svoja vrata in povabile ljudi na brezplačne prireditve, ki so se pričele že v dopoldanskih urah.